Slovenski znakovni jezik naj država prizna kot avtohtonega, se zaveže k njegovemu razvoju in varovanju z namenom polnega in učinkovitega sodelovanja uporabnikov tega jezika v družbi, so poudarki novega člena v ustavi, ki ga predlaga reprezentativna invalidska organizacija za osebe z okvaro sluha. Zveza že več kot 30-40 let nekako poziva državo, da bi uzakonila slovenski znakovni jezik kot jezik gluhe skupnosti. Leta 2002 se je spisal zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika in takrat so bili elementi te usmeritve v tem zakonu zapisani. Pa vendarle, ko se je ta zakon v Državnem zboru sprejemal, so izločili razvoj in status slovenskega znakovnega jezika. Čim je ta pravica zapisana v ustavi in potem se uresničuje na način, ki ga določa zakon, seveda je tudi poudarek na tem, da se ti ljudje lažje vključujejo v družbeno življenje, pomembno je za njihovo izobraževanje, pomembno je za njihovo zaposlovanje. Zlasti izobraževanje. Gluhi otroci še vedno nimajo enake pravice glede učenja znakovnega jezika kot slišeči. Še vedno se ne učijo zgolj v svojem jeziku, pa tudi o svojem jeziku, ki se nenehno razvija. Izjema so srednješolci na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani. Si predstavljate Italijana, ki je v bistvu Slovenec in je v italijanski narodnostni manjšini in ima možnost izbirnega predmeta za italijanski jezik. To je naravno smešno in norčevanje, ne? V resnici ga učimo v jeziku, ki ni njegov materin jezik. Vendar želimo doseči, da je to njegov materin jezik. Temu se reče prisilna asimilacija. Pri zgodnjem razvoju otroka je pomembno, da pričnemo stimulirati vse, kar vpliva na otrokov razvoj. To je od motoričnega razvoja do razvoja govora in tako naprej, ker vse to potem vpliva tudi na kognitivni razvoj otroka, na to, kakšne so njegove sposobnosti kasneje. Zato je nujno, da se uredi pravica do znakovnega jezika že takoj, praktično v zgodnjih ambulantah in v razvojnih vrtcih in v vseh teh inštitucijah, ki delajo že z predšolskimi otroci. To, da pa v šolah to ni urejeno, je pa res velika izguba tudi kasneje v razvoju posameznega otroka. Okoli 1500 ljudi aktivno uporablja slovenski znakovni jezik. Je torej temelj njihove identitete, sicer pa se je gluha skupnost primorana naučiti drugega maternega jezika, slovenskega. Evropske države različno urejajo vključevanje gluhih v širšo skupnost. V Veliki Britaniji to ni urejeno, ne z ustavo, ne z zakonom, pa imajo boljše urejene pravice kot pri nas. Nekako štejemo, da tisto, kar je zapisano v ustavi, ima tudi večjo težo. Želimo si, da bi vpis v ustavo rešil dva temeljna problema. Prvo je, da bo na področju kulture prepoznan, da je znakovni jezik jezik, ki ga uporabljajo gluhi, ki ne slišijo in rabijo znakovni jezik za sporazumevanje. In drugo področje je šolstvo, da enostavno se ne bomo več igrali z nekimi pilotnimi projekti, temveč da bodo gluhi otroci, ki bodo vključeni v proces izobraževanja, se učili v svojem jeziku. Predlog za vpis znakovnega jezika v ustavo bo prišel predvidoma aprila na dnevni red poslancev v parlamentu. Sam sem prepričan, da bo lahko v parih mesecih, upam, da pred poletjem, Ustavna komisija začela z ustavno-revizijskim postopkom, ki pa je malce dolgotrajen. Ni tako kratek, vendar prepričan sem, da bi lahko to vprašanje v tem mandatu zaprli. Slovenija bi s tem postala 5. evropska država po Avstriji, Madžarski, Finski in Portugalski.